vprašala, a imaš ti koga, ki bi to stvar bolj prevzel? Je pa rekel, ja, jaz imam pa enega in ta se piše Anton Janša. In tisti Janša je bil pri škofu v Celovcu nastavljen kot čebelar in je se ugotovilo, da je tak strokovnjak, da je prišel iz Celovca, prosim, iz Celovške škofije na Dunajski dvor in je tam prevzel čebelarstvo. Seveda je pa on propadel, mlad umrl, propadel tudi zaradi tega, ker njegova, to se pravi, hiter duhovni razvoj čebelarstva ni sledil, ker on je bil prvi, ki je začel z nakladnimi panja. On je kraniče vrtal v luknjo in je nakladal in to so se v prvi vrsti Ukrajinci, pa vsi ti so se mu smejali, so rekli, to ni bodočnost in on je potem tudi mlad umrl. Je pa važno vedeti, da je on kot Slovenc bil pri škofu v Celovcu na škofiji nastavljen pristojen za čebelarstvo in je potem prišel, ker je bil strokovnjak, se je izkazalo, je prišel pa na Dunajski dvor in je tam potem izdal prvo čebelarsko učni priročnik, ampak on ni pisal v nemščini, temveč on je imel, da se je lahko tam pogovarjal, je imel tako ugledna osebnost, on bil, da je imel tako prevajalca, ki je to, kar je on povedal, zapisoval v nemščini. Tako je kratek življenjepis Antona Janše in je nekje, lahko smo ponosni, ne iz Ljubljane, prišel ven na Dunaj iz Celovca, ker je bila tukaj, da so bile takšne, to so bila gladovije je tukaj bila in so hoteli potem to napraviti. Še ena stvar, to bi tudi vam, ker ste Ljubljančani,